Mislim, včasih smo bolj liderji, včasih smo pa bolj menedžerji. In mislim, da seveda glede na tudi naravnanost, glede na situacijo, na razmere, glede na potrebe. Mislim, da pa mora biti vsak lider najprej še menedžer, potem je pa lahko lider. No, vsekakor top menedžer mora biti tudi lider, ker enostavno tudi ostali zaposleni oziroma njegovi sodelavci se mora tudi v njem videti in tudi v njem znati pozitivne lastnosti. Enostavno tudi zaposleni mora tudi do neke mere spoštovati, namreč ne spoštovanja, ampak nekako pozitivno, ne avtokratsko spoštovanje, potem tudi sistem enostavno zelo težko funkcionira. Moja naloga je spodbuditi te ljudi, ki vsak dan delajo na nekem segmentu, na nekem področju, ki definitivno stvari poznajo boljše kot jaz, da bojo iz tega naredili tisto, da bo na koncu rezultat za celo družbo najbolj ta prav. Zdi se mi, da mora biti to človek z visokimi vrednotami, človek, ki je vzor za druge, da mu ljudje sledijo na poti k ciljem, ki jih postavi. Ko postavi cilje, je ključno, da te cilje skomunicira z ostalimi sodelavci in pri tem je pomembno, da zna organizirati timsko delo tako, da te cilje čim hitreje dosega. Ampak to je enostavno, da jih prepričaš, da naredijo z energijo, z zanosom in predvsem takrat, ko je res potreba potem, ne pa samo takrat, ko jim ti rečeš, pojdi to narediti. Bistvo je, da znaš voditi na način, da v bistvu pritegneš eno timsko kulturo. Vedno se moraš zavedati dejstva, da ne glede na to, da si vodja, nisi najbolj pameten na svetu, ker ne moreš poznati vseh področij. Jaz preprosto rečem, da kot direktor moraš biti človek. Zelo preprosta beseda, ampak je ne bi nič drugače opisoval. Delati z ljudmi, tako kot si pač ljudje zaslužijo. To se pravi, da ne nastopaš z neke pozicije, ampak da deluješ kot človek. Ko se človek odloči, da sprejme takšno funkcijo, razlogov je lahko seveda več, je potrebno se tega zavedati. Je pa res, da včasih pride do, bom rekel, do paradoksalnih, smešnih situacij, ko imaš ves tim sodelavcev, ki je na nek način formalno odgovoren, vsi pokažejo s prstom nate, ki so se ostali sodelavce enostavno nišče ne vidi, če kaj narobe. Če pa vse vedo, potem pa smo vsi v šoli že remeta. Da je dober menedžer, mora imeti 3 stvari. Prva, kar je znanje, vsekako, drugo v bistvu izkušnje, nekako, in tretje je pa tudi sreča. Tako da, če si brez teh 3 stvari, v bistvu bo zelo težko tudi dober menedžer. Večina liderjev, torej večino, kar pa lahko potegnemo enoznačno, je to, da so to ljudje, prvič, ki se ne predajo, ki so zelo polni energije, ki želijo, ki so pripravljeni nekaj novega narediti, ki jih ni strah sprememb, ki so kdaj mogoče tudi malce hazarderi. Ja, mislim, cel kup mora znati pač ljudi motivirati, mora znati ljudi navdušati, mora znati ljudem dati cilj, vse to. Mora ljudi pač pelati k nekemu cilju, ki ga pač recimo lider ali pa neka organizacija s tem liderjem ima. Ambicija biti prvi med enakimi zagotovo je tista, ki te mora pri tem pelati, in to je vezano na osebnost. Jasno pa je, da se potem kot osebnost z potrebnimi znanji pripelješ do tega, da to lahko delaš. Vsak menedžer, ki želi biti uspešen, mora graditi in imeti dobro mrežo poslovnih stikov, ker pač se preko te mreže poslovnih stikov sooblikujejo tudi poslovne priložnosti, pridobivajo poslovne informacije, sprejemajo boljše poslovne odločitve. Vsaka ura časa vloženega v mreženje v poslovnem svetu je zame investicija. Lider mora povedati oziroma pokazati, v katero tarčo se mora streljati, medtem ko menedžer mora pa to na prav način narediti, da je ta tarča čim bolj zadeta. Torej strah pred neuspehom,
strah pred kritiko, ne? To moraš kot menedžer pozabiti. Ne? Če je menedžer tisti, ki dobro upravlja z nekim delom, je po moje lider tisti, ki ima eno vizijo, ki je za to svojo vizijo sposoben navdušiti sodelavce, jih lopniti po rami in reče, gremo, a bomo dosegli ta cilj, ki smo si ga zastavljali, ne bomo.